Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema na spletnem portalu Domovine. Naš tokratni gost je raziskovalni novinar, nekdanji odgovorni urednik Dela, tudi spletnega portala Siol, zdaj pa urednik svojega spletnega časopisa, Peter Jančič. Dober večer. Dober večer. Ni ravno preteklo veliko dni, odkar ste zaključili s svojim več kot dveletnim mandatom odgovornega urednika na Siolu. Pa me najprej zanima, kako gledate na doseženo v teh 2 letih in tudi na vašo zamenjavo, za katero smo vsi vedeli, da se bo zgodila. Ja, šlo je za nekaj več kot 2 leti in pol. V tem času je ta portal dobro delal, sem zelo hvaležen novinarski ekipi tam, ki se je izjemno izkazala. Ne samo, da smo objavili tehtne zgodbe, da smo ravnali etično, profesionalno, strokovno, pravilno, ampak smo s takšnim ravnanjem tudi dvignili bradnost. Popravili položaj portala, ko gre za spopad v medijski krajini. Lahko navedete konkretne številke? Zdaj, čist natančne so na voljo na MOS-u, tam lahko vsak pogleda, to je raziskava Oglaševalske zbornice. Ko sem sam prevzel Siol, en mesec prej je bil na 3. mestu po MOS-u, tudi v letu prej je bil občasno na 3., občasno na 2. V času, kar sem vodil Siol.net, ni bil nikoli na 3. mestu. Ves čas na 2. mestu za portalom Pop TV, ki je daleč najmočnejši. Tudi podatki kažejo, da se je povišalo in število klikov in tudi čas branja portala v tem času do konca, do danes. Niti enkrat pa ni padel na 3. mesto. Res je, da je nekoč v preteklosti, mislim, da 5 let nazaj, krajši čas bil Siol celo na 1. mestu med vsemi mediji, ampak so potem metodologijo spremenili na MOS-a merjenja in potem nikoli več ni bil in je bilo najbrž tisto 1. mesto, mora biti tudi nekoliko posledica drugačne metodologije. Zdaj, kar se pa zamenjave tiče, smo sicer vedeli, da se bo zgodilo, ampak mislim, da so interpretacije, zakaj je do zamenjave prišlo, pa včasih tudi napačne. Razlog je seveda bil deloma to, ker je ta portal za razliko od drugih objavljal tudi informacije in to točne in preverjene o zdaj premieru gospodu Golobu. Torej o tem, da si je izplačeval astronomsko plačo v podjetju GEN-I, ki ga je za neko napol prevaro razglasil za zaseben posel, ker so imeli neki podjetniki za put opcijo tja naložen denar. Razkrili smo tudi, da je iz tega podjetja nakazoval podjetju Vesne Vuković denar, 103 000 evrov. To smo tudi dokazali. Do danes tega ne gospa Vuković, ne gospod Golob nista pojasnila, zavračata pojasnila tega, kar je zelo nenavadno. Razkril smo osebno, da ni res trditev gospoda Goloba, da v tujini nima računov. V tujini je imel račun, potem je pojasnilo, da so mu ukradli identiteto. Danes dodatnih pojasnil tudi na tem področju ne moremo dobiti. Tudi to je na nek način bil povod za to hitro menjavo, ki so jo izpeljali politično. Glavni razlog pa je bil to, da je bil ta portal uspešen, močen, da so mu ljudje verjeli. Več kot pol populacije države je bralo Siol.net in imel velik vpliv tudi na levo-sredinske volivce, ne zgolj na desne. To je tisti razlog, pravi, zakaj so na vsak način poskušali to spremeniti, da bi ga obvladali, da ne bi bilo kritike vlade, da bi bil nepolitičen, kot so številni mediji v državi. Zdaj, to je seveda šlo na nož. Interes lastnika je bil čisto očitni in jasen, da ne samo, da se me zamenja, ampak tudi, da nisem več v tem mediju sploh. Ta interes je na nek način bil skupen. Tudi sam si ne želim delati na tak način in v takšnem okolju. Kot novinarja bi me to osramotilo. Jaz bom ravnal pošteno in bom javnost obveščal o vsem še naprej. Kaj pa so vam pravzaprav povedali ob vaši zamenjavi, ko se je zgodila zamenjava na TS Mediji, smo vedeli, da je naslednji korak zamenjava odgovornega urednika na Siolu, torej vas. Kaj pa so vam povedali kot razlog
da ne želijo več sodelovati z vami? V resnici o teh dogovorih, ker so načeloma poslovna skrivnost, javno niti ne govorim, lahko pa povem, da nekih posebnih razlogov niti niso predstavljali, da so želeli čim hitreje, praktično čez noč to izpeljati, kar se mi je zdelo tudi nekoliko nekorektno, ker je bilo tako hitro, da je skoraj nemogoče si bilo zagotoviti celo pravno pomoč, no, ker par urah ne moč priti do odvetnika. Poleg tega sem bolj ugotovil, da je moj običajni odvetnik celo v tistem času imel COVID, zato nisem mogel priti do njega na srečo, sem potem vendarle našel tudi neko pravno pomoč, da sem imel vsaj neko zaščito v tem postopku, ker si bil so šibkejši, napram, kako bi rekel, vodstvu Telekoma, ki je državno nastavljeno, ki je pač politično nastavljeno, vse to vemo. Pa vas bom vendarle zdaj takole izzval, pa je kakšna razlika ob tej zamenjavi kot aprila 2020, ko ste vi prišli nekako z nastopom Janševe vlade na ta položaj, takrat so dejali, da je tudi vas v bistvu nastavila nova vlada? Seveda je velika razlika, mislim, kot je sicer pri ravnanju. Takrat na Siolu odgovornega urednika ni bilo. Odgovornega urednika ni bilo že dalj časa iz vlade Marjana Šarca. Mislim, da vsaj že pol leta ali pa celo več. Sploh ni bilo urednika, ki ga po zakonu medij mora imeti. Kot vršilec dolžnosti je funkcijo začasno, dokler ne najdejo nekega urednika, že dalj časa upravljal Mirko Majer, ob tem, ko je vodil takrat Planet TV. To je povsem druga situacija. To je na nek način, če primerjamo. Gospod Golob je vodil GEN-I, ko se mu je iztekel mandat, mu niso podaljšali mandata in so iskali neko novo vodstvo. Tu v tem primeru se je že dolgo tega Goloba ni bilo. Zdaj, ta mesec smo bili priča dogajanju, ko so gospoda Goloba po zamenjavi oblasti takoj prečasno odstavili iz njegove funkcije, ne glede na to, da je menda bil uspešen, sam to trdi. To sploh nikoga ni zanimalo, zato nastavijo svojega. In to v medijih, pazite, ne v državni energetiki, ampak v medijih, za katere se govori, da so avtonomni in strokovni, kjer so mandati urednikov namenjeni ravno zaščiti uredništev in novinarjev pred točno takšnimi brutalnimi posegi politike, ki jih ne poskuša ta vlada izvesti samo tukaj. Prvi cilj, to smo vsi videli, je bil cel javni zavod RTV Slovenija, ker so z neko spremembo zakona po postopku, ki je predviden za vojno in izredne razmere. Do tja še prideva, ja. Probali tako vse zamenjati. Dobro, prečasno. Vendarle so vam ves čas očitali, da ste Janšev kader, da ste poročali na Siolu prijazno vladi Janeza Janše. Ko vi gledate na te očitke, so bili kdaj po vaše upravičeni, si kdaj o kakšni stvari niste upali poročati, recimo mediji so šli zelo na nož s to vlado, če gledava druge RTV, Pop TV. Kako vi gledate na to dvoletno obdobje? So bili kakšni očitki morda tudi upravičeni, da ste morda kaj pogledali skozi prste? To so običajni poskusi diskreditacije podlih in umazani urednikov in novinarjev, ki nazorsko niso levičarji. Jaz pač nikoli nisem bil član Zveze komunistov, tudi nazorsko ne levičar, res, da sem pa zelo natančno študiral zgodovino socializma, tudi Karla Marxa, jaz sem nekoč najboljše ocene na fakulteti iz tega. Nikoli nisem bil član nobene stranke, vse življenje sem zaposlen kot novinar in urednik, delam pošteno, imam pa svoj nazor in pač pišem stvari, ki verjamem, ne pišem tistega, v kar ne verjamem. In mislim, da je takšno ravnanje pošteno. Na Siolu sem vodil neko ekipo novinarjev, v kateri so bili nazorsko zelo različni. Ljudje so še vedno, so med njimi tudi deklarirani levičarji, pa s tem ni nič narobe, dokler profesionalno dobro upravljajo delo in so ga dobro upravljali in ga jaz sem prepričan, bojo še naprej. In Siol je v tem smislu bil pluralen. Sam pa seveda imam svoj nazor in ko jaz sem pisal komentarje, uredniške in druge, sem predstavljal to, kar jaz mislim, svoje mnenje. Jaz ne morem ljudem lagati in predstavljati stališča, v katera ne verjamem. Zdaj, kar se pa tiče kritike
prejšnje vlade. Ne. Prejšnjo vlado je izjemno ostro kritizirala velikanska večina medijev, ne, ki slovi po tem, da izjemno ostro kritizira Janeza Janšo, tudi ko je v opoziciji. Ne, ker so pač, prostite, to pa res kaže neko pristranost. Ne, in zdaj mi smo te zgodbe, ne, ko je šlo za neke kritike, tudi objavljali na Siolu. Včasih smo kaj celo prvi objavili, ne, neko dogajanje recimo na sodišču ali pa to, in se je potem pokazalo, da so drugi to začeli objavljati tik pred volitvami, ker so tempirali. Ne. Paste, novinarstvo je posel, v katerem je dobro biti profesionalec in se zelo hitro kaj pokaže. No. Res pa je, da smo kot portal, ki sem ga sam vodil, pač poskušali ponuditi ob tem vsesplošnem napadu na prejšnjo vlado še kaj drugega, ne, pogledati, kako delajo pa drugi, ki imajo vpliv in moč v tej državi in se potegujejo tudi za oblast. In zato smo pač pogledali tudi gospoda Goloba, ne, ki drugi mediji absolutno niso kritizirali, ker so prikrivali podatke in to namerno. Ne. S tem so se celo hvalili, ne, gospod Marcel Štefančič, kako ga je treba pokrivati. Ne. Tudi neke druge stvari zabavne smo odprli, recimo pri predsedniku Računskega sodišča, gospodu Veselu, ne, ki je, kot se je pokazalo, ki je bil dobro plačan iz pač nogometne organizacije, kar prej ni bilo znano, in ko smo to ugotovili, smo šli preveriti njegove trditve, da ima dovoljenje za to, da KPK, ne. Ko smo to vprašali na KPK, so nam tam odgovorili, ki so pa pošteni in tam se dajo stvari preveriti, ne, da ni nobenih znakov o tem, da bi nobene dokumentacije, da bi mu tam kdo kaj dovolil. Tako da to je bil nekakor zanimiv škandal. Jaz vam sicer nimam tako strašno slabega mnenja o gospodu Veselu in njegovem vodenju Računskega sodišča. Velikokrat mi je kot novinarju v preteklosti in uredniku tudi pomagal, no, ampak v tem delu je bil pa nekaj resnih težav. Ampak novinarji ne moramo drugače, kot da preverjamo stvari. Poglejte, del novinarskega ceha, ne bom rekel vsi, ampak kar en zajeten del novinarskega ceha si je vzel pravico, da odloča o tem, kdo so profesionalni novinarji in kdo so neprofesionalni novinarji. In očitno je njihovo mnenje takšno, da imamo profesionalne novinarje in novinarje, ki so naklonjeni Janezu Janši, saj tako je to videti. Zdaj pri vas so šli še korak dlje, ne? Vas so celo javno označevali, tudi novinarski kolegi, kot Janšiča. Se vas take stvari dotaknejo, gospod Jančič? V resnici, kaj bi rekel, to je relativno zelo otročji nivo in izjemno nizkoten. No. Ne dotakne se me zelo, ker sem tega na nek način vajen. Ne. To so v glavnem počeli res skrajneži politični, ne. Predvsem za skrajne levice, tudi novinarski skrajneži. To sem že nekaj takšnih kolegov sem imel tudi na delu. Ne. Včasih, še posebej moteče je, da so to naredili celo dosti krat s tem, da so mi priimek spremenili v mehki č, ne, na koncu. In to so včasih dejansko pogosto počeli fanti, ki so po rodu iz drugih republik in so pač njihovi starši prišli v Slovenijo, ne, se tukaj obnašajo danes, kot da so oni gospodari, ki lahko nam spreminjajo priimke. Ne. Tale stvar me je pa zabolela zaradi neke tradicije. Naša družina je iz Štajerske, nas so skušali že številni ponemčiti ali pa kaj takega. Ne. Tudi neke moje sorodnike so takoj pregnali, ko so Nemci prišli v Srbijo. Ne. Danes se eni drugi na tak način obnašajo. Ne. In z tega vidika nisem zelo občutljiv, ampak to je zelo nizkotno in tudi mislim, da je to, kar počnejo za njih, sramotno. No. Drugo pa je, ne, ko imamo pa opravka z nekimi primeri res neprofesionalnega ravnanja v medijih, ki pa bi mogli biti profesionalni, ko očitki od tam prihajajo. Ne. Smo imeli primer novinarke in urednice javne RTV, ne, gospe Evgenije Carl in Mojce Pašek Šetinc, ki sta bila v nekem konfliktu z Janezom Janšo, ko je bil še v opoziciji, ker pa so pač objavili nek prispevek gospe Carleve, v katerem je podtikala fašizem SDS, ne, in takrat se je odzval Janša na to na Twitterju s tem, da jima je odgovoril, da sta zaradi tega poročanja odsluženi Kučanovi prostitutki, ne, potem sta oni dve sprožili kazenski spor
in civilni spor, ne, proti Janši zaradi teh besed. Na televiziji so bili celo protesti, ko je bil predlog, da bi razpravljali o tem poročanju, ker se je potikalo fašizem. Ne? In na teh protestih smo videli, sta se pojavila dva ekstremna levičarja z plakatom smrti janšizmu, ki tja nista mogla priti brez povezave. Ne? Ampak tisto, kar je zanimivo, je, kako se je to nadaljevalo. Ne? Urednica pa novinarka sta tožila opozicijskega politika, ki je pozneje prišel tudi na oblast, ne? In to je dolg sodni postopek potekal. Ne? Ampak obe sta naprej delali na tem področju, poročali o tem politiku in se nista izločili iz tega. In zdaj na koncu, jaz sem pred temi volitvami gledal zadnji utrip gospe Mojce Pašek Šetinc, ki je pozivala novinarje k uporu proti Janši. Ne? To je bila čista politična propaganda. Takoj zatem pa je razglasila, da je kandidatka Svobode proti Janezu Janši. Glejte, to se ni dogajalo v neki novi 24, ne? Ali pa na Mladini. Tam bi jaz to razumel. To se je dogajalo v javni televiziji. To so čisti primeri, pa res tistega, kar zdaj tu v meni očitajo. Ne? Pa nimajo nobenega razloga za to. Ne? Ampak mislim, da je tudi Janez Janša že enkrat javno priznal, da je bil ta njegov tweet neprimeren. Na nek način verjetno reakcijo lahko razumemo. Jaz ne govorim, šlo je za zelo vulgaren zapis. O neprimernosti ali pa primernosti. O tem so lahko zelo različna mnenja. Ne? Tudi v poročanju so lahko zelo različne mnenja. Jaz mislim, da tisto poročanje je bil očiten primer čiste politične propagande, ki levica ves čas uporablja preko Mladine. Tudi zdaj gospod Golob je to uporabil, ko je označil gospoda predsedniškega kandidata Logarja kot temno silo, ki je treba preprečiti pohod na oblast. To je ta ista propagandna govorica. Gospod Jančič, zdaj, če se dotakneva vašega naslednika. No, to sem to reči, no, ampak ne gre za dilemo, ali je to žaljivo ali ne. Gre za to, da so oni dve sprožili kazenski postopek proti njemu in ga skušali po naši zakonodaji, ki je socializma, spraviti zapor. In je to celo sodišče odločilo na koncu. Ne? Obsodilo je Janša zaradi teh izjav, besed na pogojno zaporno kazen. Tukaj pa ne gre zgolj za neko razpravo. Jaz sem vedno za razpravo. Tu gre za aktivno delovanje teh novinark, ki sta šli v direktni spor in tu pa več nisi neodvisni in ne moreš fair poročati. Ne? To pa je težava in bi se morali izločiti. Bova zdaj na koncu vendarle zaupala sodni veji oblasti, naj pač se to razreši na sodišču. Govorimo o ravnanju javne televizije, kjer niso našli nadomestila za te novinarke, ki sta se pač odločili, da bosta šle v neko aktivno vlogo, ne? In potem seveda moraš reagirati in takšni pa res ne morejo pošteno urejati in voditi stvari, če so se odločili iti v nek političen spopad. Ne, če si aktivist, nisi več novinar. Tu pa je razlika. No? Dobro, nekaj drugega bi bilo, če bi morebiti Janšo zaradi besed tožil javni zavod, pa direktor, ampak sami novinari. Vas bom takole izval. Ne? Zdaj, večkrat vidimo, da se novinari, ne samo javnega servisa, tudi drugih vplivnih medijev v državi, na Twitterju zapletajo v neposredne besedne dvoboje s politiki. Ne? To nismo videli samo strani, recimo, Mojce Pašek Šetinc, smo videli tudi z druge strani, da tako rečeva. Tudi vam so to očitali, kako na to gledate? Pa se s tem, da potekajo razprave ali v medijih ali na spletnih omrežjih, ni čisto nič narobe. Mi kritiziramo politike, zahtevamo od njih informacije in druge, ki imajo oblast, oni lahko tudi nas kritizirajo. Jaz s tem ne vidim nobenega problema. Zakaj? Saj mi nismo nobene svete krave, tudi o meni lahko vsak napiše kritičnega, kar hoče v mojem delu. Tudi jaz se zmotim, včasih je to zelo koristno, da poslušaš. To sem vas vprašal zato, ker so vam učitali, češ, da ste večkrat stopili na stran SDS-a, Janeza Janše, da ste obračunavali z drugače mislečimi. Zdaj, vaš naslednik, Mihael Šuštaršič, je včeraj, to smo lahko prebrali, več zapisov, ostro kritiziral Anžeta Logarja, mu celo očital, da je blokiran. Skratka, kje vi vidite delovanje vašega naslednika drugače, kot ste se morda vi obnašali na Twitterju? Očitki, ki ste ga izrekli, da bi naj obračunaval z drugače misleči. Ne, pravim, to je bil očitek na vaš račun. To je brez veze. No. Imeli smo razprave, jaz sem probal biti dostojen, govorili smo o nekem delu, včasih, mislim,
Včasih sem se tudi ostreje odzval, če mi je kdo recimo spremenil priimek na nedostojen način ali pa kaj takega, no. Ampak sicer pa mislim, da so bile v glavnem razprave dostojne. Dobro, kadar so pozivali k temu, da me je treba usmrtiti, ubiti ali pa kaj takega, sem mogoče tudi nazaj povedal, da to pa ni prav. No, zdaj, jaz ravnanj svojega naslednika ne bi posebej komentiral. Mislim, da je prevzel neko težko delo v nekem težkem trenutku po politični zamenjavi. Ni mu lahko, tako da jaz se z njegovim ravnanjem ne bi ukvarjal. Da pa so razprave na spletnih omrežjih in da se vanje vključujejo tudi uredniki, je pa prav. Še to bi rekel. No. Jaz sem zato, ker mislim, da je prav, da javnost, pa tisti, ki nas berejo, pa gledajo v tem primeru, ne, da vedo, s kom imajo opravka. Zato sem namerno čisto vsak teden, kar sem bil urednik Siola Neta, objavil v nedeljo kolumno, kjer sem predstavil svoj osebni pogled na dogajanje in tudi na vodenje uredništva, da bi ljudem to približal. Ne. Zdaj sem probal to doseči, da bi tudi še novinari bolj objavljali svoje slike, žal smo imeli premalo časa, da bi to še naprej izpeljal, ne. Tudi nekaj mladih novinarjev smo uvedli, ker na koncu so mediji tudi ljudje. In če so ti ljudje v redu, ne, če se upajo ljudem pokazati, bojo ljudje v temu mediju verjeli in to bi rekel, zaupanje je največ, kar v mediju lahko imaš, zaupanje ljudi. Ne. In tega sem vesel, da smo ga pridobili in da ga na nek način sem se zdaj vnesel sabo, sem videl. Ne. In videli smo, kaj pomeni menjava na ključnem položaju v nekem mediju. Pogled vašega naslednika v svoji prvi kolumni je popolnoma evidentno drugačen od vašega, gospod Jančič. To je legitimna pravica. Ko gledava ta boj, ki trenutno poteka za RTV, približujejo se referendumi. Kako gledate na to javno obračunavanje novinarjev, ki so tam v tej hiši kolegi tudi 20 in 30 let? In nasplošno, kako gledate na problematiko te medijske zakonodaje? Govori se o depolitizaciji, druga stran pravi, gre ravno za to prikrito politizacijo. Tu sem jaz na nek način ob dogajanju, ne, zaradi novinarjev in ravnanja, tudi novinarskih organizacij v resnici zelo razočaran in skoraj šokiran. Ne. Ti, ki drugim to toliko očitajo, tudi meni, ne, se v tem primeru javnosti sami kažejo kot čisti politični aktivisti. Ne? Društvo novinarjev, ki združuje novinarje različnih nazorov, ne? In ki najbrž tudi novinarji, ki različno gledajo na spremembo zakonodaje, o kateri se bo odločalo na referendumu, ne? Je uradno se prijavilo kot organizator volilne kampanje za vladno stran. Za stranke leve sredine. Kaj takega se v zgodovini, da bi novinarska organizacija direktno se razglasila za propagandista levosredinskih strank? Kaj takega jaz še nisem videl. Na drugi strani je to potem naredilo tudi Združenje novinarjev in publicistov, katerega prvi predsednik sem bil, sem ga dolgo časa vodil, dokler ni prišlo do nekega spora in tudi tu mi je žal, da so to naredili. Čeprav na nek način so bili prisiljeni, da odgovorijo na tole, na ta aktivizem, so zdaj potem tudi oni šli v aktivizem. Meni se zdi oboje narobe. Če bomo se novinarji obnašali kot politični aktivisti, če bomo množično prestopali v politiko kot gospa Pašek Šetinc in še morje drugih ljudi, nam ljudje ne bodo verjeli in zaupali. To je konec naše profesije. In če bo na tak način, ni mogoče zagotoviti zaupanja v javni mediji v prihodnosti. To je napačen pristop in to zgodbo, ne glede na razplet referenduma, so najbolj izgubili novinarji in uredniki, ki so spregledali, kaj je njihova vloga in se naravnajo, kot ne bi smeli. Jih je zanesel ta volilni spopad za oblast lani in še vedno niso izstopili iz njega. In kar nadaljujejo to zgodbo, ki je po mojem samomorilska za novinarstvo. Ne glede na razplet referendum. Mislim, da več let, 15 let programski svetnik. A se vam potem zdi trenutna zakonodaja prava ali bi jo bilo vseeno vredno spremeniti? Glede, jaz sem bil v svetu RTV tudi pod prejšnjo zakonodajo, ki je enaka tej, ki jo nameravajo zdaj znova uvesti. V svet RTV sem prišel tam pred letom 2000.
kot predstavnik društva novinarjev takrat, ki ga je vodenje ravno prevzel Gregor Repovž. Ker smo razlog, ne bom vzel razloge, govoril je bil tudi tehna razlog, zakaj je društvo novinarjev zamenjalo predstavnika, ki je glasoval proti navodilom društva novinarjev, takrat je bil še ta sistem, da so bili predstavniki civilno-družbenih organizacij, kot ga skušajo tudi zdaj uvesti. Ampak, glejte, mi to poznamo zaradi tega, ta sistem, ki ga zdaj znova uvajajo. Takrat je bil predsednik programskega sveta politik. Mislim, sveta RTV, ki je združeval programski nadzorni svet, kar bi tudi po novem. To je bil Janez Kocijančič, pomemben funkcionar že v prejšnjem režimu komunistične partije, potem predsednik Združene liste socialnih demokratov dolgo časa, to je SD, in potem je bil pa tukaj na vrhu neodvisne strankarsko, pa to, ki bi morali zaupati, velikega zavoda RTV Slovenije. In zdaj tisto, kar so takrat govorili, je, da on tam ni kot politik. To nima nobene povezave s politiko, on je bil tam predstavnik civilno-družbenih organizacij, Olimpijskega komiteja, veste, to nima s politiko nobene zveze. In to je to, kar nam danes spet prodajajo. In kar je meni najbolj neverjetno, je to, da novinarji na take finte padejo in da to ponavljajo kot kakšne papige. To pa res moraš biti popolnoma blesav, da to kupiš. Ker vemo, da ni res. Glede, v obeh primerih prejšnje ureditve in taki velja zadnjih od leta 2006, se mi zdi 5, ima politika svoj vpliv. Ne ljudem lagati, da v onem primeru nima. To novinarji ne smemo. To je narobe. Ljudje bodo te, ki lažejo, ujeli in ujela jih bo realnost. In neke stvari iz preteklosti poznamo. Jaz tudi v sedanjem sistemu nekaj velja, ne bom lagal, tu imajo politiki vpliv, državni zbor ima vpliv na izbire. Trenutni programski svet izhaja nekako iz obdobja vlade Janeza Janše. Ja, na koncu so dobili ta vpliv, prej je imela pa Levica dolgo časa vpliv, ker pač se počasi prenaša, na tak način je sistem narejen, da se počasi prenaša ta vpliv, ki ga ima večina v državnem zboru na sestave v programskem svetu. To je tudi namerno tako narejeno. Ampak tu se je treba vprašati, proti čemu se pa zdaj borimo. Ta sistem se meni zdi relativno razumljen. Kdo drug pa naj ima vpliv, če ne ti, ki jih je ljudstvo izvolilo v državni zbor, da odločajo tudi o tem, o javnem zavodu RTV, ki je konec koncev državni. Mi imamo zdaj tukaj problem, mi imamo novo vlado, ki je na oblasti skoraj pol leta, imamo pa programski svet, ki ga je nastavila prejšnja vlada. Sem to rekel, kaj pa je druga opcija, če nima politika vpliva na tak način? Ne direktno, tu je bilo, da s časoma pridobi, šele z leti, ko se iztekajo mandati. Druga možnost je, da imajo, ne vem, Rusija, KGB, mafija ali pa nekaj tudi, ne vem, tujci vpliv in lahko potem določajo usodo naše države. Zdaj, tukaj, kar pa vi upozarjate, tu pa zapravo ne gre za to dilemo, da bi ene pa druge vlade. Vse ta nova vlada bi tudi po redni poti časoma dobila vpliv, kot ga je tudi Janševa vlada. Problem te nove vlade je, da njih tale ureditev, ki je razumna, da ne moreš ravno takoj vse pozamenjati, da jim ta ureditev ni všeč. In ker imajo večino v parlamentu, so se odločili, da bo to na vrat na nos, brez vsake razprave spremenili. In za spremembo zakona enostavno razveljavili ta sistem in nastavili svoje ljudi vse na vrhu javnega zavoda RTV Slovenija takoj. Zdaj, taka sprememba, oni sicer pravijo, da bo to nek zakon, ki bo dolgo veljal, seveda pomeni, da se bo to po vsakih volitvah dogajalo. Če bo prišlo do zamenjave oblasti, bo nova oblast spet takoj spremenila ta isti zakon. Vsi so neumni. Če je lahko Golob nastavil svoje ljudi vse posod, bo pa še tisti, ki bo potem prišel nastavil. In bojo te menjave letele kot nore. In kdo je žrtev? Ja, žrtev teh norosti, ki smo jim pričali, so na koncu novinarji, uredniki, vodstva, ki se bojo kar naprej menjavala zaradi političnih razlogov. Kot se je recimo na Siolu. Tu ni bil razlog, da bi bilo slabo delo, da ne bi bilo branost. Obratno, delalo se je sjajno, visoka branost. Razlog je bil političen. Tu ste vendarle odprli eno dobro politično komponento in to je dejstvo, da se lahko klima politična v državi čez nekaj let spremeni in da bodo neki drugi spet poskušali nekaj tretjega in če bodo na koncu žrtve novinarji in uredniki, to ne bo dobro. Gospod Jančič, ker se bliža v koncu te oddaje, dajva se dotakniti za konec še predsedniške tekme, v nedeljo so predsedniške volitve, v drugem krogu sta Anže Logar, Nataša Pirc Musar. Javnomnenjske raziskave so kazale prednost kandidatki za predsednico, ampak tukaj zdaj je zelo tesno v zadnjih dneh ponovno.
Mene zanima, kako ste vi gledali na novinarsko poročanje. So novinarji, uredniki opravili svoje delo, so imeli vsi kandidati, tudi zdaj v drugem krogu oba kandidata, enake možnosti, sta bila oba korektno obravnavana. Kaj vas je morda v tej kampanji zmotilo, je bilo kaj aktivizma novinarskega? Mislim, da so se novinarji po svojih močeh trudili, pa seveda njihova moč omejena. Če je medijski prostor, kar vemo, da je, ne, na nek način premaknjen, ne, če večino obvladujejo stranke sedanje vladne koalicije, ne, in so celo med samo kampanjo šli na hitro menjavati urednike za to, da bi onemogočili pluralnost, ne, in fair bitko, ne. To se je zgodilo na Siolu, zato so tudi hteli zamenjati na RTV Slo, ne. Je tu seveda resen problem, ne. Je pa tisto, kar je pa meni resnici presenljivo, pa je, da to počnejo v tem času, no, ker to lahko motivira ljudi, da bojo to, kar počne vlada, ne, da bojo v resnici podprli zaradi tega gospoda Logarja, ker jih bo postalo te oblasti, in to iz upravičenih in tehtnih razlogov, strah. Ti, ki so zmagali, ne, leva sredina trenutno obvladuje vlado, parlament, imajo večino na ustavnem sodišču, po ne vem koliko glasovanjih so spravili še neke dodatne svoje sodnike na vrhovno sodišče, morajo parlament ponavljati, dokler niso bili izvoljeni, ne, obvladujejo večino medijev. Zdaj, edini del, kjer je mogoče, ne, da desni del še imel nek vpliv, ne, in da se pokaže, vendar da ni prav, da je vse mogočna ena stran, so te predsedniške volitve. Zdaj, če bo vlada ravnala in ravna tako strahovito arogantno, kot ravna, ko množično odstavlja, ne, lahko to sproži dejansko nek bes ljudi, ne. To ima lahko potem slabe posledice tudi naprej na lokalne volitve. Pa še nekaj bi opozoril, kar pa zelo pomembno. Saj ne gre zgolj za menjave neodgovorne menjave v medijih, ne. Mene najbolj skrbi to, ko imamo menjave v največjih bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah, kjer niti novih direktorjev ni. Oni so stare odstavili, novih pa sploh nimajo, so sami VD-ji, vse posod. Klinični center vodi VD v Ljubljanski. V Celju imamo po novem VD-je, na onkologiji imamo VD-je na vrhu, Zavod za tranfuzijsko medicino ima VD-ja na vrhu. To je pa popolnoma neodgovorno. Če že zamenjuješ, moraš imeti vsaj novega direktorja z nekim polnim mandatom, da bo dobro vodil, ne pa da sploh nimamo več vodenja. No, in to pa lahko državo pripelje po mojem v hude težave. No, to pa že ni več sploh odgovorno vodenje skupnosti. Upam, ne, mediji pa dejansko smolčijo. Nič se ne upa nobeden povedati. Mislim, mene ni strah, mislim, da domovine ni strah. O tem je treba odpreti razpravo, mogoče pa vendar se da vplivati na vlado, da bo bolj razumno ravnala in da bojo bolj premislili, ko menjujejo, no, da moraš imeti rešitve, ne zgolj stran spravi tiste, ki so, ne vem, bili v preteklosti nastavljeni in misliš, da niso tvoji. Težko bi rekla, da vlada ne more biti samozavestna pri tem, kar počne, glede na način, na katerega je Gibanje Svoboda aprila zmagalo. Ne. Tudi tam so ljudje pokazali nek bes nad neko drugo stranko, očitno. Ne. Na volitvah so pač dobili delež glasov, ki so ga dobili. V preteklosti, če se jaz prav spomnim, skoraj podoben delež, neko si Janez Drnovšek tudi že dobil leta 2000. V demokratičnih družbah se oblasti spreminjajo, ne. Gotovo so dobili s tem mandat za vodenje skupnosti. Jaz mislim, da so dobili mandat za boljše vodenje skupnosti. Ne zato, da bojo vodili slabše in da bojo počeli vse tisto, kar so potikali prejšnji vladi, pa ta niti ni počela, zdaj oni. Oni pa zdaj res to počnejo. Prejšnji vladi so potikali čistke v medijih, ko ni zamenjala nobenega direktorja pa urednika pomembnega medija predčasno. Niti enega. Oni pa jih množično zdaj, ne. Tudi podjetjih isto delajo, v zdravstvu isto delajo. No, to, kar so prejšnji učitelji, zdaj oni počnejo. Ne? Oni so prejšnji oblasti učitali, da je brez javnih razprav na hitro sprejemala zakone, ko je šlo za soočenje s COVID-om. Ker je bilo treba hitro sprejemati, zaradi res interesov države. Oni pa zdaj spreminjajo, ne vem, zakon o RTV po postopku za vojne in naravne katastrofe. Tako nima nobenega razloga za naglico. Tu pa ni nobenih težav. Ne? Pa tu bi pa upozoril še na eno podrobnost, ki je pa zelo pomembna. Poglejte, ta zakon je vlada parlamentu rekla, da njega je treba spremeniti z razlogom, da če ne bo takoj po nujnem postopku spremenjen, bodo hude posledice za delovanje države. Zakon o RTV.
Ne? In je parlamentu, pač koalicija, ki ima večino, to argumentacijo, da bojo hude posledice za delovanje države potrdila in so potem po tem postopku sprejemali zakon. Potem pa je padla referendumska pobuda in je minilo zdaj že pol leta. Kje so te hude posledice za delovanje države? Ali je proračun pred bankrotom? Ali se razsuvajo podsistemi državni? Nobenih posledic ni. Glejte, to pa je resen problem. Vlada države ne sme lagati. Koalicija v parlamentu ne sme lagati. Te stvari so pa neverjetne. Kako si drznejo? In mediji so tiho. Le zakaj so tiho? Mediji so tudi dolžni opozoriti, da se te stvari ne smejo početi in se v tujini tudi ne počnejo. To je sramota. In če zaključiva tole debato, ker se je najin čas res iztekel, verjamem, da boste tudi o takšnih stvarih zdaj pisali. Še vedno vas lahko bralke, bralci berejo na spletnem časopisu. Ne? Poglejte, potem, ko so me nekoč odpustili na Delu, sem objavil neko zgodbo, ki sem jo odkril, da si je vlada Mira Cerarja dodelila 100 000 evrov iz državnih rezerv za referendumsko kampanjo v drugem tiru, nekamor so gospoda Boža Zorka na nek vrh 2 TDK dali, ki je predtem predal Delu gospodu Stojanu Petriču. Ne. In posledica te zgodbe, ki sem jo potem dolgo peljal, je bila preprosta. Ne. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je zakonska podlaga za to nakazilo denarja neustavna, da je bilo nepošteno to, da je vlada sama sebi dala denar, drugim pa ne. Vrhovno sodišče pa je potem razveljavilo celoten referendum, so ga morali ponoviti. Gospod Miro Cerar je odstopil zaradi tega dogajanja. Kolektor, ki je kupil delo, da bi dobil ta posel, takrat je pa pač moral 2 leti čakati, ali pa celo 3 leta, da se je potem to zgodilo in dobil je ta posel v času na koncu Janševe vlade. Sej so bili najbrž najboljši ponudnik, ampak to hočem reči. No, z novinarji je mogoče obračunavati, ampak tudi mi imamo svoje možnosti, da opravimo svoje delo, moramo ga pa opraviti prav. Na Domovini podpiramo raziskovalno novinarstvo in vas bomo seveda brali na spletnem časopisu še naprej. Peter Jančič, uspešno delo torej še naprej in hvala za obisk na Domovini. Enako tudi vam. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za vašo pozornost. V vroči temi smo spet skupaj prihodnji teden. Lahko noč.